Ko se je že zdelo, da bo lastništvo Vinaga prevzel James Lukežič, ta ni plačal kupnine. Prihodnost Vinaga pa je ponovno na široko odprta. Po skoraj 4 letih, kar traja stečajni postopek, bomo nove, trajne rešitve morda deležni kmalu. Vinska klet Vinag ima neizmeren potencial, že zdaj gre za eno največjih turističnih znamenitosti v mestu. Že zdaj je pravi magnet za turiste. In ne samo, da imamo v samem mestnem jedru najstarejšo trto sveta, imamo tudi impozantno vinsko klet, ki je njeno podzemlje, tako imenovano vinsko podzemlje, se razteza pod ulicami in trgi. Na prvi javni dražbi za prodajo poslovne celote je bila postavljena izhodiščna cena 4,2 milijona evrov. Trenutni znesek za odkup celote znaša 1,8 milijona evrov, kljub temu pa se zgodba še ni končala. Potencialnih resnih kupcev je bilo že kar nekaj, Vinag pa kljub temu še ni prodan. Ja, Krštorja je v bistvu problem, ker ste videli, ko sem prepovedoval, zmen so bili neki interesi parcialni, in potem je to vse skupaj zaviralo, a ne. Po zadnji neuspeli dražbi, ki je bila 22. februarja, se vsaj zaenkrat zdi, da bo naslednja uspešnejša. Moram odkrito povedati, da po tej zadnji dražbi, da toliko interesa nikoli ni bilo, a ne. Zdaj imel tam vsaj 5 dodatnih ogledov po tistem, pa tudi 10 interesentov, a ne. Tako da zdaj imam še nekaj oglede naslednji teden, potem se bom pa odločil med dvema zadevama, oziroma koliko bom ocenil, da je najbolj zaupanje. Trenutno ima aktivno sklenjeno najemno pogodbo Ptujska klet, ki najema 53 hektarjev vinogradov v Košakih, Svečini in Jarenini, staro klet v središču Maribora ter novo klet v Košakih. Ptujska klet je začela z najemom že predlani. Najprej kleti tega dela, potem pa še za vinogradi. Tam v bistvu oni so zdaj celoten upravnik Vinaga, skrbijo, da se v kleti tej stari delajo ogledi, prezentacije, koncerti, prireditve in pa seveda potem tudi delujejo vinograde, da potem ti vinogradi ne propadajo. Predkupno pravico za nakup nepremičnin ima Ptujska klet, ki pa zanimanja za nakup ni izkazala. Tisto, kar je v tem trenutku situacija, imamo mi pogodbo sklenjeno z stečajnim upraviteljem za obdelovanje vinogradov, kar pomeni, da skupaj z našimi podizvajalci in sodelavci te vinograde obdelujemo. Pogodba je zdaj zaenkrat bila sklenjena do 30.4. V bistvu zato, ker če vinograd nima nege, potem so še škoda, ki nastane dosti večja, kot če ne so obdelani. Mi jih pa zdaj zdržujemo v tem primeru, kar pomeni, da tudi vse pripravljamo na to, kot da bo recimo tudi ta trgatev naša in da bomo naredili najboljše, kar znamo v teh vinogradih, da bo letina dobra. Prihodnost Vinaga bo napisana po enem izmed dveh možnih scenarijev. Ena je, ali bom šel ponovno v prodajo poslovne celote, verjetno po nekoliko znižani ceni, ali pa bom razdelil na 2 dela, eden je vinogradniški del, en je pa stara klet in bom to ločeno prodajal z nekim nezavezujočim zbiranjem ponudb. Z morebitnim novim lastnikom si lahko v Mariboru obetamo oživitve vinskega turizma. V primeru, da prodaja uspe, pa zraven Mariborčana lahko pričakujemo tudi ureditev vinske kleti. Mislim, da bo že lani imel kupec trgatev, pa žal ni uspelo, tako da upam, da v letu.